Ja, lep dober dan, ura je že 11:45, čas, da začnemo naša predavanja iz interaktivnosti in oblikovanja informacij. Danes imamo na sporedu zanimivo, jaz bi rekel aktualno temo, in sicer kako ta sodobna digitalna tehnologija ustvarja neko zasvojenost. In kot prvo bi rad omenil to, da ti znani pionirji ali pa podjetniki digitalne tehnologije, kot so recimo Steve Jobs, pa tudi drugi, so bili pri uporabi te tehnologije zelo striktni ravno pri svojih otrocih. In temu lahko tudi zanimivo opišemo tudi s to izjavo never get high on your own supply, kar naj bi sicer veljalo predvsem za mamila, za prekupčevalce z mamili, dilerje, da naj ne postanejo zasvojeni z mamili, ki jih prodajajo. No, na to temo je nastal pred 2-3 leti zanimiv članek v New York Timesu, kjer pravzaprav ravno opisuje to problematiko zasvojenosti z to sodobno tehnologijo. Enostavno veliko ljudi opaža, da predvsem otroci ne odraščajo več na tak način kot nekdaj, z nekimi fizičnimi igrami na vrtu, na ulici, v naravi in tako naprej, ampak veliko preveč časa preživijo z pametnimi napravami v svojih rokah. Odkar so se tako razširili pametni telefoni, seveda nas ta tehnologija spremlja vedno in povsod in je zato še toliko bolj na nek način nevarna, zato ker nam je vedno na dosegu roke. Zdaj, kaj pravzaprav pomeni ta zasvojenost, zasvojenost v obliki nekega obnašanja? Ta zasvojenost se izraža kot neka globoka povezanost na neke izkušnje, ki so objektivno gledane na dolgi rok škodljive in se jih težko znebimo. V zvezi s tem srečujemo te 3 angleške izraze: obsession, kar bi po slovensko lahko tudi prevedli kot obsesija, compulsion je neko prisilno obnašanje, fizično obnašanje, addiction je pa seveda zasvojenost. Skratka, obsesija se običajno izraža tako, da smo obsedeni z nekimi mislimi, z nekim načinom premišljanja, ki se ga enostavno ne moremo znebiti oziroma ga ne moremo končati. Kompulzivno obnašanje, se pravi, tu gre zdaj za ta fizični vidik, običajno so neki vzorci našega obnašanja, ki se ga ne moremo znebiti. Recimo, to je lahko od tega, da ne vemo, da ker smo živčni, da ne vem, trkamo s prsti. Kadilci velikokrat pravzaprav imajo težave končati
s kajenjem, ravno zato, ker ta obred pa ta način, kako držijo cigareto, pa kako potem kadijo, inhalirajo, puhajo dim okoli, bi tudi lahko rekli, da je to neko tako kompulzivno obnašanje. Lahko gre tudi za neke pravzaprav dotikanje kakšnega dela našega telesa. Če se spomnite, recimo, znani slovenski filozof Slavoj Žižek, on si zelo rad stalno na nek način briše oziroma dotika svojega nosu, ko razlaga svojo filozofijo. In ta zasvojenost ponavadi nekako nam takoj nudi neko zadovoljstvo, in zato je ravno na nek način zelo težko se tega znebiti. Tako da lahko govorimo o nekem negativni oziroma slabi, pozitivni povratni zanki, ker enostavno, če tega ne počnemo, se počutimo slabo. In če smo seveda zasvojeni na tak način, pač poznamo različne zvrsti zasvojenosti in ta zasvojenost z nekim obnašanjem je postala zelo aktualna ravno s to sodobno informacijsko tehnologijo. In ta zasvojenost enostavno pomeni, da se ne moremo svobodno odločiti, ali naj končamo oziroma nadaljujemo s takim obnašanjem. Kaj so primeri zasvojenosti z sodobnimi digitalnimi napravami? Mogoče prva taka široka zasvojenost je bila igranje računalniških iger, po možnosti brez nekih prekinitev. Znani so primeri, ko so ljudje, kako bi rekel, postali tako zasvojeni, da so tako rekoč brez odmora igrali kakšne računalniške igre, še posebej so problematične take igre, kjer je več igralcev, in potem recimo ti igralci niso hoteli tvegati, da bi sploh prekinili igranje, ker bi se vmes lahko kaj drugega zgodilo. Oproščam. Drug tak vidik zasvojenosti je, da se moramo na nek način stalno javljati oziroma čekirati, kaj se dogaja na raznih socialnih omrežjih, koliko ljudi je že lajkalo recimo kakšno našo sliko, ki smo objavili, ali pa da stalno gledamo neke novičarske spletne strani, recimo Twitter in tako naprej. Tretja tak vidik zasvojenosti je recimo, da uporabljamo kakšno napravo oziroma kakšno aplikacijo, ki skuša povečati našo fizično zmogljivost in tako naprej, in potem stalno čekiramo, koliko korakov smo že naredili v današnjem dnevu, koliko nam še manjka recimo do kakšnih teh kratkoročnih ciljev in tako naprej. Četrti vidik je to gledanje raznih televizijskih nadaljevank. Danes, ko so te televizijske nadaljevanke, včasih seveda, ko so jih predvajali televizijski kanali,
se zgodilo to enkrat, recimo na teden, in smo nekako prilagodili naše življenje v tem smislu, da je bilo potrebno si rezervirati recimo enkrat na teden čas, da smo gledali tisto nadaljevanko. No, danes, ko so pa te nadaljevanke na raznih spletnih portalih, kot je Netflix in tako naprej, pa lahko gledamo te serije tako rekoč eno za drugo, te nadaljevanke, in seveda se lahko zgodi, da cel dan gledamo neko nadaljevanko ali pa več dni in tako naprej, ko bi rekel, težko nehamo s tem gledanjem. Tako da ti primeri lepo kažejo, da z razvojem te tehnologije enostavno te možnosti za zasvojenost, da se samo večajo. Obstajajo seveda tudi aplikacije, ki nam na nek način, ki nas spremljajo in ki skušajo ugotoviti, ali koliko časa gledamo, se pravi, da nam dajo neko statistiko, koliko časa recimo smo prebili nek določen dan na mobilnem telefonu in tako naprej. No, in neke statistike iz ZDA, pa to so ti časi pred pandemijo, kažejo, da povprečni uporabnik pametne mobilne naprave prebije na tej napravi dnevno 3 ure in da 39-krat v vsakem dnevu nekako začne neko interakcijo na telefonu, se pravi, da išče neko informacijo in tako naprej. No, tlele bi se samo za trenutek opravičil, ker moram odgovoriti nujno na en klic telefonski. Se opravičujem za tole prekinitev. Skratka, zanimivo je, da pri tej zasvojenosti z nekim določenim obnašanjem in zasvojenostjo zaradi nekih substanc, večinoma nekih mamil, da prihaja pravzaprav do zelo podobnih, če ne celo enakih nevroloških mehanizmov. Skratka, tudi danes že obstajajo pravzaprav
tako kot imate centre za odvajanje odvisnosti od mamil, imate danes že centre, kjer vas odvajajo od te zasvojenosti, recimo za informacijsko tehnologijo. In ta zasvojenost pravzaprav obsega, gre za to relacijo med človekom in neko izkušnjo. In izkaže se, da je najbolj kočljivo, riskantno obdobje, ker se lahko navadimo tega destruktivnega obnašanja, ali pa recimo odvisnosti od mamil, da je to pravzaprav ta zgodno obdobje odraščanja. No, zdaj, če gremo naprej. Ja. Najdem pravo. Ja. In zdaj, kaj so pravzaprav ti elementi zasvojenosti? Velikokrat ta zasvojenost, vsaj kar se tiče nekega obnašanja, se gre za doseganje nekih ciljev in nekih, recimo, pomembnih mejnikov. Ker določena vrsta zasvojenosti je lahko recimo tudi zasvojenost z fitnessom oziroma za neko športno aktivnostjo. Recimo, tu ne govorim zdaj o profesionalnih športnikih, ampak rečemo o rekreativcih. In rekreativci so včasih, ko bi rekel, še bolj zasvojeni z neko telesno aktivnostjo kot, ko bi rekel, profesionalni športniki, ki seveda vadijo na osnovi nekega športnega programa in tako naprej. Rekreativci si pa velikokrat na nek način postavljajo neke nerealne cilje, kako hitro bodo recimo pretekli neko razdaljo ali pa ne vem, koliko časa bodo posvetili dviganju uteži in tako naprej. Tako da recimo to doseganje ciljev je velikokrat element tudi pri raznih računalniških igrah, kjer lahko recimo zbiramo neke točke ali pa, ne vem, pobijamo neke virtualne nasprotnike in tako naprej. In tu nas potem pravzaprav ta tekma z nekimi drugimi uporabniki, koliko točk so oni zbrali recimo v določenem obdobju in tako naprej, nas nekako žene naprej. Pomemben element zasvojenosti je tudi ta povratna informacija oziroma ta feedback. Tak preprost primer nekega feedbacka pravijo, da so že recimo je to otroško obnašanje, ko pridejo recimo v dvigalo, pa pritisnejo potem čisto vse gumbe za vsa nadstropja. Podobno, ko bi rekel, isti instinkt te interakcije spodbujajo razni ti gumbi v socialnih omrežjih, recimo za to, da lajkamo recimo neko objavo. Podobno je tudi recimo v sistemih virtualne realnosti. Tudi tam skušamo pravzaprav motivirati neko obnašanje z ustreznim feedbackom. Zelo pomemben element te zasvojenosti so tako imenovani cliffhangerji. To ne vem točno, kako bi lepo slovensko prevedel, ampak tu gre za neko
običajno za neko akcijo, in potem se ta akcija tik pred vrhuncem, tik pred dopolnitvijo se prekine. In to spodbudi v uporabniku, v človeku, pravzaprav neko dodatno napetost, ki si želi razrešitve te situacije, in povzroči pravzaprav v nas neko ugodje. Mi enostavno iščemo take situacije, kjer se bo taka situacija ponovila. Pravijo recimo, da natakarji, ki so si sposobni zapolniti naročila, recimo tudi večje družbe, 10-12 ljudi za mizo, da oni sicer nimajo tako dobrega spomina, ampak zato, ker je recimo tako naročanje, bi lahko rekli, spodbudi neko napetost, ali si bo res tako hitro zapolnil ta naročila, jim to pomaga pravzaprav potem izpolniti to nalogo. No, danes, ko imajo natakarji običajno že v rokah te digitalne naprave, ki sporočajo potem ta naročila že kar direktno v kuhinjo, se seveda tudi to spreminja. Ampak podobni mehanizmi so recimo pri raznih, recimo tudi pesmih, hitih, ki se jih recimo zapomnimo, pa nam sploh potem nekako ne gredo iz spomina, pa si stalno recimo pojemo ali požvižgavamo tako pesem. Podobno, veliko teh nadaljevank se konča točno takrat, ko se naj bi neka akcija do konca odvila, ravno zato, da bi pravzaprav spodbudila v nas neko napetost in si zato še bolj želimo gledati potem naslednjo nadaljevanko, kjer se bo ta situacija razrešila in podobno. No, ta informacijska tehnologija seveda povzroča veliko sprememb. Mogoče pri odraslih te spremembe niti toliko ne opažamo, ampak pomembne so te spremembe predvsem pri odraščanju, pri otrocih, zato ker, kot vemo, so možgani v času odraščanja še zelo plastični, kot rečemo, se prilagajajo tej socializaciji, in ta digitalna tehnologija nedvomno ima nek vpliv na to, kako se nam naši oziroma kako se možgani otrok prilagajajo tej situaciji. To je tudi pravzaprav eden od razlogov, zakaj so ravno ti, ko bi rekel, big playerji pri razvoju te digitalne tehnologije zelo konzervativni, pravzaprav, kar se tiče uporabe te tehnologije pri svojih otrocih. Znano je recimo, da Steve Jobs nekako ni dovolil svojim otrokom uporabe mobilnega telefona in podobno. No, in za, ko bi rekel, današnje otroke, ki odraščajo v tem svetu, ugotavljajo, da je razdelitev njihovega časa nekako po tretjinah. Se pravi, 1/3 časa spijo, 1/3 časa so v šoli, 1/3 časa pa pred raznimi zasloni. Danes je to večinoma kar mobilni telefon, zato ker mobilni telefon je potem pač platforma in za računalniške igre, in za socialna omrežja, in za gledanje televizije oziroma nadaljevank in tako naprej.
In problem seveda pri takem odraščanju je, da se enostavno ne naučijo socialne interakcije z pravimi ljudmi v nekem fizičnem svetu. Da ne govorimo to, da so premalo v naravi, da se premalo gibajo in tako naprej. Tako da problem z vidika tega odraščanja oziroma razvoja možganov je, da je vse premalo procesiranja nekih fizičnih dražljajev iz fizičnega sveta, se pravi taktilnih, vizualnih, proprioception information, to pomeni, da ravno ta informacija, ki izhaja iz našega gibanja v nekem fizičnem okolju, tega je enostavno premalo, zato ker ljudje samo, ko bi rekel, sedijo in tapkajo po mobilnih telefonih. Seveda, po drugi strani vemo, da se pač te sodobne tehnologije, da se enostavno ne moremo izogniti. V trenutku te COVID pandemije vidimo, da nas na nek način ta sodobna informacijska tehnologija tudi rešuje, ker si težko predstavljamo, da bi celi, ko bi rekel, segmenti našega življenja, šolanje in tako naprej, tudi delo, enostavno obstalo. In ravno s pomočjo te sodobne informacijske tehnologije je marsikaj možno vsaj do določene mere nadomestiti recimo s takim telekonferenčnim načinom predavanj in tako naprej. Zdaj, iz odvajanja od mamil, vemo, da je možno neko zasvojenost ozdraviti z neko totalno abstinenco. Tudi recimo odvajanje od alkohola in podobno. Na srečo si pa življenje v današnjem modernem svetu na nek način ne moremo zamisliti za neko totalno abstinenco od digitalne tehnologije. In zdaj, kako kljub temu, kakšni so pristopi, da se ne bi, ko bi rekel, da ne bi zapadli tej zasvojenosti. Zadoščajo recimo že kakšni, ko bi rekel, preprosti triki. Veliko nas enostavno spi tako, da ima zraven zglavnika, zraven postelje svoj mobilni telefon z izgovorom, da imajo na mobilnem telefonu budilko ali pa uro preprosto, ker veliko ljudi zdaj ročnih ur sploh ne nosi več, ker imajo ves čas pri sebi mobilni telefon in tako naprej. Zdaj, če imamo seveda v postelji pri sebi mobilni telefon, potem kot prvo, tik pred spanjem uporabljamo mobilni telefon, kar vsi, pravzaprav, ki se ukvarjajo z nespečnostjo, z problemi z spanjem, ugotavljajo, da je to zelo slabo, da to spodbuja nespečnost. Že ta modrikasta barva zaslonov nam podzavestno sporoča, da še ni čas za spanje. Nekateri ljudje so začeli načrtno
načrtovati v svojem življenju tako imenovani digitalni sabat. Sabat je izraz iz židovske kulture, se pravi, to je sabat kot nedelja v židovski kulturi, se pravi, namenjen počitku, družini, bolj duhovni plati našega življenja. In zato recimo nekateri ljudje, predvsem družine, kajti pri obvladovanju te zasvojenosti morajo tudi starši recimo postaviti nek zgled svojim otrokom. Zato veliko družin, to se je začelo pravzaprav v Ameriki na zahodni obali, prakticirajo ta digitalni sabat. To pomeni, da recimo od petka zvečer pa do sobote zvečer, ali pa tudi, ko bi rekel, vsi, ampak običajno je to enkrat konec tedna, si nekako za 24 ur odklanjajo oziroma ne uporabljajo kakršnihkoli zaslonov, od, ne vem, mobilnih telefonov, tablic, računalnika, interneta in tako naprej. In tukajle gremo lahko, recimo, če na Googlu vtipkate Digital Sabbath, obstaja pravzaprav kar veliko člankov na to temo in kakšne so tudi izkušnje ljudi, ki prakticirajo to. Skratka, najbolj res pametno, da se vsaj en dan v tednu nekako rešimo te, kako bi rekel, stalne navezanosti na ta digitalni svet. In prav gotovo, če imamo družino, če imamo majhne otroke, morajo starši pravzaprav za svojim zgledom postaviti neke standarde, kako se uporablja to novo tehnologijo. Ne pa, da, ne vem, se ljudje zberejo za mizo, za kosilo ali pa večerjo in vsak prinese zraven še svoj mobilni telefon in naprej si predstavljate, kako to gre. No, in v temu se danes pravzaprav zelo veliko piše. Zanimive so predvsem te, kako bi rekel, te študije, ki ugotavljajo, kako ta tehnologija, kako ta zasvojenost vpliva dejansko na kognitivni razvoj otrok. Predvsem je, kako bi rekel, ena taka bojazen, da ta tehnologija spodbuja stalno neko interakcijo in da otroci na nek način sploh niso več sposobni neke take dolgotrajne koncentracije, niso več sposobni pravzaprav prebrati neke knjige za 400-500 stranmi in tako naprej. No, ameriški fotograf Rick Wester je za serijo svojih fotografij pravzaprav hotel ilustrirati, kako ta tehnologija vpliva na sodobno družbo, sicer s tole serijo Removed, in kako pravzaprav to preprečuje neko normalno socialno interakcijo. No, dajmo pogledati, če tale stvar še deluje. Removed. Evo, zdaj že več serij, dajmo si pogledati, recimo tole iz ZDA.
Skratka, on je slikal ljudi v situaciji, kako uporabljajo, kako pravzaprav fingirajo uporabo te informacijske tehnologije. Skratka, oni ne držijo zares mobilne telefone v rokah, ampak se enostavno postavijo pač v neko tako pozo, kot da bi. Se pravi, nek par leži v posli skupaj in vsak bulji v svoj mobilni telefon. Tole recimo neko slikanje, tipična drža roke z mobilnim telefonom. Skratka, veliko ljudje so skupaj in namesto, da se bi posvečali drug drugemu, so njihove misli orientirane na neko virtualno situacijo, neke virtualne informacije, ki jih prebirajo z mobilnega telefona. No, jaz bi si želel, da vsak od vas se mogoče malo zamisli, res koliko časa na dan preživi, recimo tukajle nek par na svoji jahti očitno, namesto da bi uživala to okolje, nekje na morju sta, lepem, lahko bi se kopala in tako naprej, ampak ne, ona dva raž boljta v mobilni telefon. No, tole je sploh horec scena, koliko prometnih nesreč se zgodi, zato ker ljudje berejo recimo z mobilnega telefona med vožnjo. No, tole je spet tipična situacija, namesto da bi se ljudje za mizo, ko je, kako bi rekel, taka socialna interakcija bi morala biti, da se ljudje pogovarjajo, raje berejo z mobilnega telefona. Tudi to, na pikniku, pa spet mobilni telefoni. Ali pa takole med delom. Evo, zdaj tudi čas nakupovanja božičnih dreveščk. Jaz že imam, kot vidite, za sabo že imam drevo, ampak ga še nismo uspeli okrasiti. No, celo mladoporočenca morata spremeniti svoj status zdaj na socialnih omrežjih in javiti, da sta poročena in kakšne fotke objaviti in tako naprej. Celo recimo na kakšnih prireditvah ali predavanjih in tako naprej, ljudje spet gledajo. In to stalno pomeni pravzaprav neko tako preklapljanje iz tega fizičnega sveta, v katerem se nahajamo, v nek drug svet in to stalno preklapljanje pravzaprav zahteva pravzaprav neke prilagoditve v naših možganih. Otroci spet, namesto da bi se igrali neke fizične igre, takole sedijo. To ste že videli najbrž kakšno karikaturo, včasih so otroke recimo kaznovali, če niso bili pridni, da so morali priti v hišo recimo iz dvorišča ali pa iz vrta, kjer so se igrali. No, danes je pa kazen, da se jih pošlje ven, da niso za računalnikom, ampak morajo za kazen ven iti. No, spet pravzaprav nek piknik pred hišo, pred neko predavanje.
nek par, namesto da bi se drugemu posvetili na telefonu. Eni še celo pri frizerju ne morejo brez mobilnega telefona. Tako da naše vsakdanje življenje se je predvsem s temi mobilnimi telefoni se je neverjetno spremenilo. To, da lahko sicer zdaj s temi mobilnimi telefoni slikamo, snemamo, tako rekoč kjerkoli, kadarkoli, je po eni strani zelo dobro, ampak po drugi pa recimo, kaj s tem, smo prišli na neko razgledno točko, recimo v nekem narodnem parku, namesto da bi gledali okoli sebe, srkali to lepo naravno okolje, smo spet na telefonih. Neka družinska situacija, namesto da bi z nekim razgovorom izkoristili ta čas, ko so skupaj, spet pravzaprav se posvečajo vsak svojemu nekemu virtualnemu svetu. To smo prišli do konca. Ta fotografija je najprej posnel to serijo, ki sem vam ravnokar pokazal v ZDA. Pol pa vidim, da je zdaj še v drugih kulturnih okoljih, v Aziji pa v Indiji posnel, ker značilno za to tehnologijo je, da na nek način ni draga, danes je dostopna pravzaprav tudi včasih smo temu rekli, nerazvitem svetu in pušča pravzaprav posledice tudi v teh okoljih. Pač samo, bi rekel, malo drugačna situacija, pač v Aziji, ampak gre za podobne pravzaprav situacije, kako ta mobilna tehnologija spreminja naše vsakdanje obnašanje. To bi bilo pravzaprav za danes vse. Ko bi rekel, ta misel, ki bi jo naj odnesli, bi rekel, od današnjega predavanja, je predvsem to, da se sami malo zamislite, kako in na kakšen način uporabljate to tehnologijo. In glede na to situacijo, v kateri se nahajamo v tej pandemiji, dejansko ta tehnologija na nek način rešuje našo socialno interakcijo, ker se zdaj pač ne moramo tako svobodno srečevati, socializirati in tako naprej. Ta tehnologija na nek način vsaj omogoča določeno vrsto interakcije. Recimo tudi starejši, ki so v domovih za ostarele, jih recimo taka tehnologija vsaj malo rešuje, da pridejo v interakcijo s svojimi svojci in tako naprej.
Tako da nobena tehnologija ni črno-bela. Pomembno je pač, da znamo vsako tehnologijo smiselno in pametno uporabljati. No, mogoče bi za konec samo še to omenil, da zdajle v našem laboratoriju se veliko ukvarjamo z človeškimi obrazi, no. In se o tem sem že malo predaval, no. Ampak zdajle prejšnji teden, je pa prišla ta novica, da je bil ubit en iranski jedrski znanstvenik. No, in potem so to malo raziskovali, so ugotovili, da je bil ta umor pravzaprav izveden s pomočjo tehnologije prepoznavanja obrazov. Se pravi, da so imeli neko vozilo, v katerem je bila noter tudi pač je bilo strelno orožje, kamere priklopljene preko satelita na sistem za prepoznavanje obrazov, in ko je ta avto pač pripeljal štric osebnega avtomobila, kjer se je nahajal ta znanstvenik in njegova žena, je ta sistem identificiral obraz tega znanstvenika, nameril tudi to strelno orožje, nanj ga ustrelil, s tem, da njegovo ženo, ki pa, ne vem, bila 20 centimetrov stran od njega, je pa ostala nepoškodovana. Skratka, neka tehnologija, za katero tudi jaz pa se s tem že dolgo časa ukvarjam, nisem pomislil na to, da bi krmili neko orožje in ubijali glede na, kako bi rekel, pozitivno prepoznavo obraza. Tako da pri vsaki tej tehnologiji zdaj, ki se razvija, je potrebno pač ločiti. Skoraj vsako tehnologijo je možno izkoristiti v neke negativne namene in tudi uporaba te informacijske tehnologije v našem vsakdanjem življenju jo je treba uporabljati pač po pameti. Danes v tej socialni izolaciji zaradi pandemije nas na nek način rešuje, če pa imamo na izbiro gibanje v naravi, socializacija, druženje z ljudmi v fizičnem svetu, je pa pač potrebno potem dati najbrž temu načinu, v katerem smo se kot človeška vrsta nekako razvili, najbrž dati prednost pred povsem sintetični ali pa virtualni izkušnji. Okej, ima še kdo mogoče kakšen komentar na to? Kakšno svojo izkušnjo? Imate same pozitivne izkušnje z informacijsko tehnologijo? Nobenega komentarja. No, če ni nobenega komentarja, potem se za danes poslavljam in se kmalu spet vidimo. Nasvidenje.